Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenski fundaciji za UNICEF je mestni občini Koper uradno predal naziv Dojenju prijazno mesto za opravljenih vseh 10 korakov istoimenske pobude, odkar se je ta pred 2 letoma prijavila na javni razpis. V projektu si je občina prizadevala ne le k promociji dojenja, temveč tudi k izgradnji zdrave lokalne skupnosti, ki bo tudi v prihodnje omogočala družbene, fizične in politične pogoje za odločanje, spodbujanje in izvajanje dojenja. Pozornost so namenili tudi zmanjševanju neenakosti v zdravju, torej zagotavljanju enakih možnosti, pri čemer je bil poudarek na ranljivih skupinah oziroma posameznikih. Ko pa govorimo o dojenju, pa naj povem, da je tudi dojenje samo ena temeljnih pravic otrok in ena najboljših zaščit za zdravje otroka. Kot je bilo že rečeno, ne gre samo za dobrobit otroka, gre tudi za dobrobit matere, gre za neko prvo toplo povezavo med materjo in otrokom. Mleko vsebuje vse, kar otrok v prvih mesecih življenja potrebuje za rast, razvoj, za zaščito. In znanstveni dokazi so jasni, če bi se dosegali višje stopnje dojenja, bi več 100 000 otrok tudi po svetu rešili lahko samo s tem dejanjem. V Kopru je pod vodstvom izkušenih strokovnjakinj začela delovati podporna skupina za dojenje, v zdravstvenem domu pa je zaživela tudi soba za dojenje. Vzpostavlja se je interdisciplinarna delovna skupina z nastopom projekta pa čisto konkretne aktivnosti. Od tega, da smo nadgradili, izboljšali znanje, kompetence, spremenili tudi nekatere delovne procese na poti do novorojence prijazne porodnišnice, na poti do dojenju prijazne zdravstvene ustanove, začeli z aktivnimi oblikami promocije dojenja v lekarnah. Začeli smo z vključevanjem vsebin o dojenju v vzgojno-izobraževalne ustanove, vse od predšolskega obdobja pa potem do visokošolskega izobraževanja. Spodbujali, motivirali smo delodajalce in jih opominjali na vse pravice, ki jih imajo, tako noseče kot doječe matere. Čisto konkretno smo materam in mladim družinam prišli naproti s tem, da smo vzpostavili podporno skupino za dojenje, ki neprekinjeno deluje že od leta 2023. Ustvarili smo tudi čisto konkretne fizične spremembe v našem okolju, od vzpostavitve sobe za dojenje, številnih kotičkov za dojenje. Pred nami je tudi postavitev že izdelane klopce s previjalno mizo, ki bo nameščena v zunanjem prostoru. Izdelali smo vzgojno-izobraževalno gradivo in poiskali vse tiste ključne vstopne točke, kjer lahko ulovimo mlade družine, da so v pravem času, na pravem mestu seznanjeni s ključnimi informacijami, zato da se za dojenje odločijo. Mestna občina Koper je tako postala 5. slovenska občina z nazivom Dojenju prijazno mesto. Poleg tega je Splošna bolnišnica Izola prejela naziv Novorojencem prijazna porodnišnica, Zdravstveni dom Koper pa naziv Dojenju prijazna zdravstvena ustanova. Mestna občina Koper bo uredila novo ribiško skladišče ob Šmarski cesti v Šalari, kjer bodo ribiči lahko varno shranjevali mreže in opremo, ki je zdaj razporejena na ribiškem pomolu v središču mesta. S tem se bodo izboljšali pogoji za delo, hkrati pa bo pomol in mestno središče bolj urejeno in privlačno. Za dela v vrednosti skoraj 500 000 evrov bo občina prejela dobrih 333 700 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, preostanek bo financirala sama. Skladišče bo imelo jekleno konstrukcijo, regalne police in 30 paletnih zabojev, za lažje delo pa tudi električni paletni viličar. Gradnja se začenja v prihodnjih dneh in bo zaključena do junija prihodnjega leta. Letos obeležujemo 80. obletnico smrti pesnika, esejista in filozofa Paula Valéryja. Pokrajinski muzej Koper je v sodelovanju z muzejem Paul Valéry iz francoskega mesta Sète pripravil razstavo z naslovom Paul Valéry in prostor Mediterana.
Valerij je imel namreč zanimive vezi s slovenskim prostorom. Njegova mati je bila Italijanka, babica pa se je rodila v Kopru leta 1800. Družina se je pozneje preselila v Trst, nato pa v francoski Set, kjer se je leta 1871 rodil prihodnji pesnik in mislec. Tako da sva skupaj s profesorjem Žitkom šla skozi ta material, ki skozi tudi njegovo knjigo, skozi knjigo Žaretija, ki je zelo obsežna. In na koncu sva izbrala 6 tematskih sklopov, ki so se nam zdeli zanimivi za predstaviti slovenski javnosti. Vsekakor ne moremo brez tega, da ne predstavimo njegovega koprsko-tržaškega roda, in to je tudi začetek naše razstave. Potem smo pa predstavili Valerija kot otroka, Valerija kot študenta, Valerija kot moža, očeta in tako naprej, vse do vrhunca pravzaprav njegove kariere. Smo pa tudi izpostavili njegove turneje. Pravzaprav je bila za naš konc zelo pomembna njegova turneja po Italiji leta 1924 in morda še bolj pomembna 1933. leta, saj je tudi takrat se srečal z Mussolinijem in obiskal takratno zelo famozno mostro, torej mostra revolucione fašista. Ta zgodba Valerija se konča leta 1945 z njegovo seveda smrtjo. Smo pa predstavili tudi en sklop namenjen ljudem, pesnikom, pisateljem, raziskovalcem, tako z jugoslovanskega kot zdaj slovenskega prostora, ki so se kakorkoli z Valerijem ukvarjali od leta 1920-30 naprej vse do današnjih dni. Razstava v Kopru obiskovalcem prvič ponuja vpogled v bogato zbirko več kot 50 eksponatov iz Seta, med katerimi so tudi likovna dela Valerija ter drugih umetnikov. Gre za dragoceno umetniško gradivo, ki priča o ustvarjalnem okolju, v katerem je deloval Valerij, in o vplivih, ki so oblikovali njegovo misel ter umetniški izraz. Alors, c'est une exposition qui retrace à la fois la vie de Paul Valéry, mais également... Dela, ki so jih posodili, izbral Koprski muzej, da je zelo zanimiva postavitev zaradi tega, ker v bistvu obdela njegovo življenje, je nekako biografsko narejena od trenutka, ko seveda izvemo, da je tukaj rojen, da je tukaj rojena njegova babica, se pravi, da se začne z njegovim rodom v teh krajih in potem gre skozi njegovo celotno življenje. Poudarila je še to, kar je zelo pomembno vedeti, da je bil Paul Valéry tudi slikar, pa risar, odlično risal, slikal in da seveda je tukaj tudi nekaj njegovih izvirnih del, in da je to je posebnost tudi tega, da njihov muzej hrani ogromno likovni del tega umetnika, razen tega, da imajo tudi, to dodajam jaz, še veliko rokopisov, izjemno pomembno korespondenco in še kaj takšnega. Tako da, če imamo pri njemu 3 elemente, imamo tukaj vse 3, mogoče še najmanj poezije, po kateri je zelo znan in ki jo mi poznamo z eno prevedeno knjigo v slovenski jezik. S tem projektom Koper simbolno vrača Valerija v prostor njegovih družinskih korenin ter hkrati krepi kulturne vezi s francoskim mestom Set. Razstava pomeni nadaljevanje sodelovanja, ki ga je kulturno društvo Peter Martinc začelo že leta 2012 z razstavo o pesnikovi družinski zgodbi in njenem mestu v širšem sredozemskem kulturnem prostoru. Alors Valérie, et on est très heureux de pouvoir participer. Seveda se vse začne z Valerijem, vi veste, da je tukaj njegov rod in tako naprej, ampak vendarle potem se zgodba nadaljuje tudi z 2 mestoma, ki sta si zelo slični, ki imate veliko skupnega. Pravi, naša delegacija, ki je prišla sem, je ugotovila, kako ves čas nas nekaj preseneča, kako veliko stvari je, ki so lepe, zanimive in ki nas povezujejo. In seveda to je tisto, kar odpira
odpira tudi sodelovanje v prihodnosti. Že za prihodnje leto lahko napovemo, da bo koprska delegacija prišla na eno zelo pomembno prireditev, ki se ukvarja pa z ladjami, Escala Asset se imenuje, in verjetno, in potem bosta tukaj sodelovali tudi univerzi, prav gotovo, da je to šele začetek enega dobrega sodelovanja. Razstavo si bo mogoče ogledati do 11. januarja. Na Pošti Slovenije vlada prava zmeda. V kategorijo saj ni res pa je, zagotovo spada odločitev, da so opozorilo pred odpovedjo dali uslužbencu, ki naj bi v enem dnevu raznesel preveč pošte. V njegov bran je stopil tudi predsednik sindikata poštnih delavcev Saša Gržinič, ki je kasneje tudi sam prejel tovrstno opozorilo zaradi bojda neprimernega obnašanja na sestanku, na katerega začuda sploh ni bil povabljen. Mi opozarjamo že dlje časa, da naj nekdo gor v parlamentu se začne ukvarjati s Pošto Slovenije. Pošta Slovenije ni HSE, ki bi rabili milijarde. Tle gre za, po naši ceni, 15 do 30 milijonov subvencij za vzdrževanje poštne infrastrukture in to ni nek velik denar. Ampak ne dobimo nobenega posluha, tako da smo mnenja, da ima politika neke druge načrte s Pošto Slovenije. To smo videli že lani, ko so poskusili nas uvrstiti v podjetje, ker ne bomo več v 100% lasti države. Kontaktiral nas ni noben. Leto nazaj, nazadnje, ko smo bili pri ministru za gospodarstvo, gospodu Hanu, kjer je obljubil, da se bo v letošnjem letu zakonodaja spremenila in zdaj na koncu smo dobili odgovor, da bo šele v septembra 2026. In za nas, meni bilo to, kaj se delajo norce z nas, ker vemo, dokdaj imajo mandat. In septembra 2026 ta vlada ne bo več, bo neka druga. In to je absurd. Poštnim delavcem gre v nos predvsem nov sistem, ki ga uvajajo na pošti. Ta narekuje, da se navadno pošto raznaša vsak drugi dan, vsak dan pa zgolj nujne in priporočene pošiljke ter reklame. Problem nastopi, ko se v narekovajih navadna pošta, kamor spadajo tudi bolniški izvidi, kopiči na pošti, ljudje pa posledično trpijo in zaman čakajo na papir, pošiljko ali paket, ki jim pripada in morda odloča o njihovi usodi. Poleg tega se morajo poštni delavci tudi izmišljevati, da pošte še nimajo. Pošte je manj, recimo. Komod bi se lahko mi interno se zmenimo notri, kaj bo kdo delal malo več, oziroma ne da puščamo pol, oziroma da ljudje trpijo. Ne. To se da vse razdeliti in se da vse, po mojem, ne. Niso drugi sistemi, bolj humani. Pred leti nisem smel pustiti niti ene pošte v potovniku, oziroma pustiti na pošti, ne. Zdaj mi je pa to pravim, to je meni, sploh ne morem, ven iz kože, ne, to je čisto druga stvar, kot je bilo, ne. Sicer jaz delam po pravilih, ki pač moram, ampak ne, se ne strinjam s tem, definitivno ne. Marsikdo se na pošti tudi boji, da se Slovenija z izmeničnim modelom dostave zgleduje po nekaterih drugih evropskih državah, ki sčasoma ukinjajo pošto in poklic poštarjev, kot so to storili denimo že na Danskem. Še pred kakim letom je pismonoša dobil opozorilo, če mu je ostala ena pošiljka na potovniku, ne, je bil deležen takega opozorila, ker je kršil pravilnik, ki pravi, da moramo vso pošto, ki je danes prispela na pošto, danes tudi dostaviti oziroma obvestiti stranke, da imajo pošto. Zdaj smo pa priča situaciji, ko je mimo enako obstoječih pravil ukaz, da se mora pol pošte pustiti na pošti in strankam celo, če bi jih vprašali, ker nas to pač ne sme zanimati, kaj stranke menijo, reči, da pošte ni. Ta projekt izmeničnega modela dostave bo, ne vem, ko se bo iztekel mesec, dva in se bojo opravljale meritve, rezultiral v temu, da se bojo ukinili posamezni rajoni, ne, in da potem te isti pismonoše, ki so zdaj, nekateri so za, bojo rekli, končam uro pa pol prej, ja, to ti povzroča minus ure in v posledici čez 2-3 mesece se bo toliko rajonov ukinilo in boš dobil dodatno delo in takrat boš spet na istem ali pa še slabšem, ker boš imel še večji rajon, kot si ga imel do pred tem usiljenim modelom izmeničnim dostave. Poštarji v zadnjih tednih prejemajo spodbudne besede z vseh strani, v Kopru pa ste jih med drugim v znak podpore prišla bodriti tudi iz Luke Koper predsednik sindikata pristaniških delavcev Slovenije Dragan Komjenovič ter predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Damjan Wolf. Tudi sami verjamemo, da se bodo stvari uredile, tako da bosta obe strani zadovoljni.
Težave pa nimajo samo na pošti, marveč tudi na policiji, natančneje na območju policijske uprave Koper. V slovenski Istri je namreč že dalj časa prisotna problematika nevarne vožnje mladoletnikov z mopedi. Na to opozarjajo številni mimoidoči ter tudi nekateri videoposnetki, ki so med drugim zaokrožili ekspresno hitro po družbenih omrežjih. V luči tega je bila organizirana novinarska konferenca, kjer so policijski uslužbenci predstavili svoje videnje. Na območju naše policijske uprave Koper smo v letošnjem letu obravnavali že več kot 500 kršitev povezanih z mopedi. Če primerjam z lanskim letom, je bila ta številka nekoliko manjša, okrog 400 kršitev smo lani obravnavali. Več kot polovica teh udeležencev je bila mladoletnikov. Kršitve so pa najrazličnejše, od objestne vožnje, vožnje po zadnjem kolesu, vožnje brez zaščitnih čelad, vožnje otrok na zadnjem sedežu, vožnje po pločnikih, vožnje čez prehode za pešce in tako naprej. Okrog 62 mopedov smo letos zasegli zaradi prekoračitev največje dovoljene konstrukcijske hitrosti. Torej, te mopedi, ki so predelani, tako da grejo več kot zakonsko bi morali iti. Če primerjam lani, je bilo ta številka 43. Torej, povečuje se problematika povezana z mopedi. Tudi prometnih nesreč letos obravnavanih 92 prometnih nesreč povezanih z mopedi. V teh prometnih nesrečah je bilo letos 9 hudo telesno poškodovanih, lani v istem obdobju nekoliko manj 7. Na policijski upravi Koper redno sestankujejo z mestno občino Koper, z redarsko službo in sodišči. S poostrenimi nadzori, zlasti med vikendi, bodo nadaljevali, sami pa pravijo, da je to ključno pri zmanjšanju problematike. Še bolj konkreten pa je bil načelnik, ki je izpostavil nekaj konkretnih primerov neprimernega vedenja. Več mladostnikov se je začelo z mopedi zbirati v centru Kopra in okolici Bonifike. Prejeli smo več klicev občanov, da kršijo cestno-prometne predpise, sprva na območju Bonifike, tako da vozijo po zadnjem kolesu, po površini, ki ni namenjena za vožnjo, po pločnikih. Tako da klici so se potem še vrstili na Pristaniški ulici, na tržnici Koper in pa tudi v posameznih primerih v okolici Kopra, predvsem Marezige in Sveti Anton. Policisti smo se odzvali na vse prijave. Usmerjeno smo izvajali naloge policije, izvedeni so bili številni postajeni nadzori in ugotavljali smo kršitve cestno-prometnih predpisov. Zoper mladoletne storilce smo podali obdolžilne predloge na okrajno sodišče v Kopru. V določenih primerih je sodišče mladoletnike kaznovalo z ukorom, v večini primerov pa so bili zaseženi mopedi s strani sodišča vrnjeni lastnikom, ter naloženo je bilo, da se vozilo spravi v tehnično brezhibno stanje. V posameznih primerih smo ugotovili, da so obravnavani mladoletni kršitelji, potem ko so dobili vrnjene mopede, nadaljevali s kršenjem cestno-prometnih predpisov. Za konec so na novinarski konferenci opozorili, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike pri njihovi vzgoji. Na mestni tržnici v Kopru je v ponedeljek potekal pilotni dogodek Testna vožnja srčne kuhinje, ki ga je pripravilo humanitarno društvo Hrana za življenje v sodelovanju z Zavodom Naravno življenje in ob podpori mestne občine Koper. Namen dogodka je bil preizkusiti model zdrave prehranske podpore za ranljive skupine, ki bi lahko postal stalni projekt. Zdaj pa moramo odkriti tudi komu, zakaj bi mi dejansko pomagali, ker vse skupaj se to dogaja, zato da pomagamo tistim, ki nimajo. V Ljubljani smo vajeni, da tisti, ki nimajo, so to pač invalidi, socialno ogrožene družine, posamezniki, starejši. To so te skupine ponavadi, ki nimajo vsak dan svežega obroka na mizi. Obstaja siva cona prejemnikov oziroma pomoči oziroma ljudi, ki ali niso prišli do pomoči, ne znajo priti, ali pa dobijo kot družina en paket, super dober, ampak ta paket suhe hrane žal ne zadosti
vsakdanjemu prehranjevanju, osnovnim potrebam človeka. Dogodka se je v imenu Mestne občine Koper udeležila podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, ki je po uvodnem nagovoru mimoidočim delila tople obroke, ki so jih pripravili v restavraciji Avokado iz naravnih in kakovostnih sestavin. V osnovi, kadar štartamo tak projekt, začnemo 3-krat tedensko. V primeru potrebe po pomoči je pa pač večje, se pa potem na vsakodnevni bazi. Naše ocene iz strani pogovorov z nevladnimi in vladnimi organizacijami na obali predvidevajo, da ta številka ni majhna na obali. Društvo Hrana za življenje obstaja od leta 2008 in deli presežke iz gostilniških obratov ter trgovinskih centrov. Do leta 2020 so razdelili preko 90.000 obrokov v Šiški v Ljubljani. V soboto je v obmorskem parku pri Žusterni potekal že 5. družabno-športni dogodek Štart UP, ki je tudi letos združil bruce, starejše študente ter zaposlene na univerzi. Dogodek je bil namenjen sproščenemu druženju, medsebojnemu povezovanju in spoznavanju podpornih služb, ki študentom pomagajo skozi celoten študij. Letos smo še posebno veseli, ker smo dodali še en kamenček v mozaik trajnosti in sicer smo povabili tudi obe second-hand trgovini iz Kopra, tako da v bistvu predstavimo študentu tudi ta način reševanja enega največjih trajnostnih problemov. Dogodek pa ostaja trajnosten, ker recimo ne ponujamo nobene pijače, imamo pitnike z vodo, pozivamo vse, da pridejo s svojimi embalažami za kosilo, ki recimo so mineštre, ki lahko ostanejo, se pogrejejo, tako da ne zavržemo hrane. In vedno več ljudi, ki že tradicionalno hodijo, res prenesejo svojo posodo za pojesti kosilo, kar nas res veseli. Na stojnicah so se poleg pedagoških članic in inštituta UP predstavili tudi centri in enote univerze, ki so študentom prikazali, kako s svojim delovanjem povezujejo univerzitetno okolje z lokalno skupnostjo. Letos je k pestremu dogajanju prispevalo več kot 55 razstavljavcev. Jaz sem iz Evrope Donaj, iz obale, iz podružnice obale in predstavljamo naše združenje, ki je združenje za ozaveščanje o raku dojk, glede na to, da je oktober tudi rožnati oktober, kjer še bolj intenzivno to ozaveščamo in študentom in študentkam si lahko pogledajo model dojke in vprašajo določene stvari, kar jih zanima. V bistvu mi smo ekipa prostovoljcev, danes Zavoda Modri december, smo na kratko zavod, ki se ukvarja z osebami z avtizmom. Smo že drugo leto na tem dogodku in nekako smo želeli, da je naša stojnica interaktivna in sicer vsi obiskovalci oziroma študentje, bruci izpolnijo modri kviz na tematiko avtizma in potem, če so vsaj 3 pravilni odgovori, seveda dobijo to štampilkico oziroma če še več, pa tudi eno nagradico, je v bistvu naš obesek modra puzla. Seveda pa smo tu na voljo za vsa vprašanja, nasvete ali pa tudi kakršnekoli informacije, ki jih potrebuje seveda na tematiko avtizma. Študenti so se lahko preizkusili tudi v športnih aktivnostih, kakor v zračni akrobatiki, irskih plesih, frizbiju, supanju ali borilnih veščinah. Naša stojnica je tukaj, kot vidite, za borilne veščine. Se pravi, naše društvo je Društvo naprednih obrambno borilnih metod. Se pravi, ukvarjamo se z naprednimi metodami obrambe, z različnimi borilnimi veščinami, kot so filipinsko-indonezijske. Jeet-Kune-Do koncepte uporabljamo, normalno kickboxing je noter, razne greplerske veščine, kot so judo, dumog, IPD, rokoborba, pač elementi. In vse skupaj nekako združujemo v nek celovit sistem, kateri tvori posameznika v nekega kompletnega borca. Seveda za to je potreben tudi čas. In tako, med ostalim se fokusiramo tudi na samo obrambo. Naša specializacija je sicer orožje in nekako ulična obramba. Organiziramo različne delavnice, seminarje. Letošnjega Štart UP-ja se je udeležilo več kot 500 študentk in študentov, sprejelo pa jih je več kot 100 zaposlenih in predstavnikov društev. Minuli konec tedna se je na Sardiniji, natančneje v Kaljariju, končalo svetovno prvenstvo v jadranju na deski, tako imenovanem kajtanju.
Naš Toni Vodišek je po finalnem padcu pri prvi privetrni oznaki zasedel končno 4. mesto, kar je dober rezultat glede na to, da se je komaj vrnil po večmesečni rehabilitaciji kolena. Pred tekmovanjem si je zastavil cilj uvrstitev med 8 najboljših, zato je s 4. mestom presegel pričakovanja. Zlato kolajno je osvojil domačin Riccardo Pianozi, ki je sicer tudi aktualni evropski prvak, na lanskih olimpijskih igrah pa je bil tik pod odrom na nehvaležnem 4. mestu. Srebrno medaljo se je moral zadovoljiti branilec svetovnega naslova in bronasti olimpijec, Singapurec Maximilian Maeder, medtem ko je bil tretji tokrat Francoz Benoit Gomez. Za kajterje je svetovno prvenstvo pomenilo tudi začetek priprav na olimpijske igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu, kjer je boj za zlato kolajno že napovedal simpatični Koprčan. Slovenski motorist je posnel vožnjo skozi tunel Rifilke na Norveškem. Gre za najdaljši in najglobji cestni podvodni tunel, dolg je 14,4 km, spusti pa se tudi pod 292 metrov pod gladino. Uživajte v vožnji. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjih dneh odvili v slovenski Istri. Že na jutrišnji dan, 11. oktobra, bo v gledališču Koper ob 11:30 na ogled gledališka predstava Na dvorišču z Romano Kranjčan in Danielom Malalanom, ki v sodelovanju Slovenskega stalnega gledališča ter Dream Art ustvarja igriv pogled na svet otroške domišljije. Istega dne bo ob 17. uri v Kulturnem domu Izola otroško občinstvo nasmejala predstava Straščni strah v produkciji Zavoda Frnikula, ki z duhovitostjo in toplino spodbuja premagovanje strahov. Večer bo zaznovan z mednarodno zborovsko glasbo, saj bo ob 19:30 v gledališču Tartini v Piranu odjeknil koncert Pesem fjordov in Istre, ki povezuje portoroški pevski zbor in norveški Sparbu Songlag v glasbenem dialogu med severom in Sredozemljem. V večernih urah ob 20. pa se bo v Kulturnem domu Izola smeh srečal s satiro v predstavi Pandamenca, ki jo bosta na svoj prepoznavni način odigrala Boris Kobal in Boris Devetak. Naslednji dan, v ponedeljek, pa bo osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper gostila literarno-likovni večer posvečen Marjanu Beržanu ter predstavitvi njegove pesniške zbirke Raztreseni kamni. Na torkov večer pa bo v Auditoriju Portorož oder zavzela komedija z naslovom Budale, produkcije Klapa d.o.o., ki s humorjem razpira vsakdanje človeške zaplete. Pričetek dogodka bo ob 20. uri. Sredin večer pa bo prav tako v znamenju smeha, namreč ob 20. uri bo v Centru mladih Koper na sporedu stand-up večer Bunga, kjer bo Marko Žerjal skupaj z gosti poskrbel za dobro mero ostrih šal in satire. V četrtek pa se bo ob 19. uri v Kulturnem domu Izola otvorila likovna razstava z naslovom Doom Pop, kjer bo vizualni umetnik Etienne von Keller razkril svoje provokativno ustvarjanje na presečišču pop estetike in temnejših simbolnih plasti. V petek 17. oktobra pa se bo ob 18. uri v mestni čitalnici Knjižnice Koper odvil modri literarni večer, ki bo tokrat gostil Katjo Stajanko, avtorico knjige Krožišče avtizma, s katero odpira prostor za poglobljen in intimen pogovor o avtizmu.
Ob 19:30 pa bo v gledališču Tartini Piran sledil akustični koncert Njeti Štekani in Vijolice, ki bo v sklopu cikla Piranski glasbeni oder ponudil edinstveno fuzijo punk energije in akustične senzibilnosti. Glasbeni dogodek pa bo gostil tudi klub študentov občine Koper, kjer se bodo v sklopu klubskega maratona 2025 predstavili post-hard rockerji Falesia ter January z elektronskim neosolom. Pričetek dogodka ob 21. uri. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.